Kakšno je stališče civilne iniciative? Civilna iniciativa v Malečniku in Vodolah je po letu in pol končno uspela. Pravkar smo dobili odgovor Darsa, da bodo njihove zahteve uslišane, njihove pritožbe so upravičene, denar je zagotovljen in Dars bi v bistvu moral začeti z deli protihrupnih ograj in drugih ukrepov že marca letos, vendar je žal izvajalec, ki je bil izbran decembra lansko leto, oziroma konec novembra, šel v stečaj, gre za SCT in Cestno podjetje Maribor, tako da je zdaj v teku nov razpis za novega izvajalca. Upamo, da bo ta izbran v mesecu maju in da bo v naslednjih 3 mesecih prišlo do del, ki so nujno potrebne in da bomo krajani Malečnika, Vodolj, Zrkovc končno zaživeli v miru in da tudi onesnaženje glede tega velikega avtomobilskega hrupa ne bo več takšno, kot je danes. Čemu pripisujete razloge, da je vaš boj s institucijami trajal več kot 2 leti? To je res bil boj, tudi zahvaljujoč medijem, ki ste pritiskali, tudi Večeru in drugim. Prepričan sem, da so na Darsu sami spoznali nekatere napake iz preteklosti, da so bile opravljene meritve, da smo neprestano opozarjali tudi politiko, ne zato, da bi imeli kakšen privilegij, ampak zato, da ugotovijo resnost problema. Tako da vsemu skupaj in neprestani gnjavaži smo prišli zdaj do teh rezultatov, ki pomenijo povišanje protihrupne ograje na 3 metre, ponekod na 3,5 metre, dodatno zatesnitev in seveda tudi odprava hrupa pri teh tako imenovanih diletacijah na mostu, ki so bile zelo moteče in to v razdalji dobrih 3 kilometrov, kar je bilo najbolj sporno za krajane. Pripisujete morda uspeh tudi temu, da ste postali podžupan? Ne, mislim, da je bila v bistvu moja vloga kot predsednika civilne iniciative tudi morda prejšnja skozi medij dovolj močna, predvsem pa so bili argumenti na naši strani in tu kdorkoli bi bil na čelu te skupine 400 ljudi, bi bil uspešen, zato ker so potem sami na Darsu ugotovili, kaj je bilo narobe v preteklosti in so seveda potem morali upoštevati ta mnenja.